Horjevi knjigarni. Danes je sicer tak pomenljiv dan, ko obeležujemo tudi svetovni dan boja proti samomorom. In tudi Mohorjeva je bila na tem področju v tem tednu že precej aktivna. V ponedeljek smo tukaj v knjigarni gostili en dogodek na to temo, včeraj enega v Mariboru. Danes se pa na eno tako zelo pomenljivo, pomembno temo srečamo skupaj pred še enim hodovnjakom. V soboto namreč gostuje sveti Janez Krizostom oziroma Zlatousti. Zato sem toliko bolj vesela, da lahko v tem tednu, v tej priložnosti končno javnosti tudi predstavimo delo, ki je že spomladi izšlo. Torej 90 homilij o Matejevem evangeliju, tega največjega antičnega govorca, kot smo slišali. Gre torej za 3 knjige, skupaj 1216 strani, v zbirki Cerkveni očetje, oštevilčeni številkami 26, 27 in 28. 75 avtorskih pol. Urednik zbirke je dr. Miran Špelič, izdajo je uredil dr. Jan Dominik Bogataj. Predgovor knjige je napisal škof dr. Maksimilijan Matjaž, tudi spremna beseda je Jan Dominikova. Knjigo oblikovala Lidija Muranc, prevedli so jo pa Jan Dominik Bogataj, Blaž Božič, Matej Hribršek, Sergej Valijev, vsi tudi današnji gostje, prisrčno dobrodošli. In pa še Tomaž Potočnik, ki danes ni mogel biti z nami, prevodi so pa tudi Antona Čepona, kaj podrobneje bomo pa tudi še slišali. Za zahtevno izdajo gre, brez podpore Javne agencije za knjigo seveda ne bi šlo. Knjiga je bila izbrana na razpisu za zahtevne večletne projekte, torej pri Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Pa mogoče še samo pojasnilo k upodobitvi. Gostje bodo pa mogoče kasneje še kaj več povedali, torej tudi na opremi vidimo upodobitev svetega Janeza Krizostoma, ki od evangelista Mateja prejema knjigo z njegovim evangelijem. Monumentalna zbirka, bi lahko rekli 90 homilij, tudi ni kar tako. Janez Krizostom jo je pripravil za svoje poslušalstvo v Antiohiji, verjetno tam nekje okoli leta 390. Dr. Milan Špelič kot uredniku zbirke, najprej kakšno mesto pripada Janezu Krizostomu v zbirki cerkvenih očetov in pa seveda, kdo je bil ta znameniti cerkveni oče. Ne, bom prosila tam. Hvala za besedo. Janez Krizostom je seveda končno prišel tudi v to novo obnovljeno serijo cerkvenih očetov, kar dolgo smo pravzaprav morali čakati nanj, ker je nekaj njegovih del je bilo že prevedenih v tisti prvi medvojni seriji, ki jo je pripravil naš veliki patrolog Franz Xaver Lukman. Tam so prevedeni zbor njegovih pisem, pa njegov traktat o duhovništvu, ki ga mora praktično prebrati vsak bogoslovec, da ve, kaj ga čaka. Zdaj pa prihaja pred nas še kot govornik s temi 90 govori. Ime Zlatousti Krizostom je pridobil v izročilu zato, ker je bil res izvrsten govorec. Zlata niso vsakemu pripisali, imamo samo še enega krizologa, ki je pa na naši zahodni strani živel, Peter Krizolog. Zlatousti je bil pravzaprav želel biti menih in se umakniti daleč od javnosti, pa ga je cerkev prepoznala, poklicala iz njegovega meništva, da je postal diakon, duhovnik in slednjič škof, koroč patriarh v prestolnici, odkoder je bil tudi nagnan, ker je bil predober govornik, ker je prejasno in preveč odločno povedal tistim, ki jim gre to, kar jim gre. Takih pa niso hoteli imeti v sebi. Je pa seveda to vedno utemeljeval na Božji besedi. Že ko je vstopal v politiko v Antiohiji in reševal težko, ključno situacijo, ko je bila Antiohija na tem, da je deležna težkih represalij,
strani oblasti zaradi nekih prestopkov, je uspel s svojimi govori umiriti situacijo, da ljudje niso šli v neko podivjano uporništvo. Ko je prišel v prestolnico, je spet začel delati red. Zakaj? Ja, da bi menihi bili po samostani pa tam molili, ne pa po zabavah, in da bi tudi tiste zabave, ki so bile, se odmaknili od poganskih šeg. S svojim ostrim jezikom si je pač pridobil ugled nepopustljivega voditelja in zato je bil izgnan, izgnanstvo umrl. Kljub vsemu pa so se njegova dela ohranila. Čisto logično bi bilo, da bi bil deležen tudi damnacijo memorije, da bi obsodili njegov spomin in zbrisali njegova dela. Podobno kot imamo tudi v naši komaj malo pretekli zgodovini primere avtorjev, ki dolgo časa niso bili imenovani. Tudi njega bi to lahko doletelo, pa ga je rešil pravzaprav sicer do vzhoda, do Carigrada, malo naklonjeni Rim. Rim je zahteval rehabilitacijo in ko je bil rehabilitiran, je bil rehabilitiran na vzhodu in zahodu in njegove spisi so se ohranjali in množili tudi po smrti. Še po smrti je pisal, sicer ne on, ampak drugi, pod njegovim imenom. Zato imamo v seriji Patrologija Latina kar nekaj govorov označenih kot pseudo Joannes Chrysostomus. Tudi nekaj del kromacija se je ohranilo pod Chrysostomovim imenom našega angleškega kromacija. Vesel sem, da je ta tipkopis, ki je nastajal že med vojno, končno prišel do knjižne izdaje. V uvodu imate napisano nekaj tudi zgodovine, kaj se je z njim dogajalo, ko smo ga pač našli in ko se je malo po koščkih začel pojavljati v revijalnih objavah in tudi na spletu, kako so študentje to pregledovali, popravljali malo. Zdaj pa, hvala Bogu, s pomočjo tudi Muharjeve in državne podpore je pred nami bogata knjiga, ki pa seveda ne sme obstati na policah. In tudi ne sme obstati samo pri nekem površnem branju, kajti ta njegova razlaga je bila v njegovem času zelo, zelo aktualna, aktualizirana, zelo se ob razlaganju Svetega pisma spušča tudi na razmere takratnega Carigrada, ki pa je, in te stvari vse se da še aplicirati tudi na razmere današnje Evrope, mutatis mutandis. Zato ob branju Krizostoma lažje razumemo Matejev evangelij, lažje razumemo tudi s temi uvodi in opombami Krizostoma in njegov čas, razmere, v katerih je to pisal, prodiranje krščanstva v tistem znamenitem 4., 5. stoletju, ko krščanstvo postane poglavitna, glavna vera v Rimskem cesarstvu. Hkrati pa nam lahko branje teh njegovih homilij pomaga razumeti, kaj se dogaja danes v našem času in nas uči ne samo branje evangelija, ampak tudi branja znamen časov. In seveda zadnja stvar, mislim, da je ob tem branju tudi upravičena neka molitev, da bi se še pri nas prebujali Janezi Krizostomi za današnji čas, ki bi znali ustrezno tudi poučeni od Janeza Krizostoma razlagati Božjo besedo in spodbujati ljudi k spreobrnenju in k resnemu krščanskemu življenju. Hvala za pozornost. Torej, kdor je kdaj stopil v osebni stik ali pa tudi sicer sledil našemu celjskemu škofu, doktorju Maksimilijanu Matjažu, vemo, da je po domače povedano Matejev fan. In tudi on je tisti, ki je napisal predgovor k tej knjigi in med drugim pravi takole, nekaj misli bom citirala. Tudi Krizostoma je prevevalo podobno čutenje kot evangelista Mateja ob vprašanju, kako evangelsko oznanilo pripeljati iz judovske kulture v kulturo sveta in s tem slediti Jezusovemu naročilu učencem, da oznanjajo evangelij vsem narodom.
In naprej piše tako: zavedal se je, da je samo zgodovinsko branje svetega pisma premalo, da bi bila Božja beseda bralcu hrana, življenjski vademekum. Kot izjemen govornik je bil Krizostom vešč klasičnih principov govorništva, učiti, ugajati in ganiti duše, in tako je zmogel nagovoriti celotnega človeka. Njegova beseda je bila predvsem polna duha, zato je lahko ganila poslušalce. Življenjepisci pravijo, da so mu poslušalci včasih divje ploskali, včasih pa skrušeni odhajali domov. Tako se počutimo tudi zdaj, ko beremo te govore. Marsikje te piči, boli, še večkrat pa seveda nagovori. In še takole piše škof Matjaž: sveti Janez Krizostom je še pridobil svojo aktualnost, ko je papež Frančišek leta 2021 na začetek programa sinodalne prenove cerkve postavil prav njegovo misel. Sinoda je ime cerkve. Torej, eklezija od Boga sklicani zbor novega Božjega ljudstva je namreč nastala iz poslušanja Božjega klica, ki odmeva na vsaki strani svetega pisma. In pa konča z besedami, ki jih tudi jaz ne morem dovolj izpostaviti in poudariti in vzeti za svoje. Namreč takole piše: iskren poklon in zahvala prevajalcem za njihovo vrhunsko delo, ki je omogočilo tudi slovenskim bralcem dostop do tega bisera krščanske antike. Tako da že na tem mestu zdaj res vsem za to delo iskrena hvala in iskrene čestitke. Dragi urednik, Jan Dominik, številnim kristjanom, ki so si zadali nalogo torej razlaganja Matejevega evangelija, se je pridružil tudi Janez Krizostom. Gre torej za najstarejši v celoti ohranjen komentar grški komentar evangelijev. Beremo torej evangelij zlatih ust najboljšega krščanskega govornika antike, kot si naslovil svojo spremno študijo. Homilije so zase vsaka svoja avtonomna enota, hkrati so med seboj povezane, sledimo, kot smo že rekli, Matejevemu evangeliju. Tebi prepuščam besedo, kako Krizostom obravnava Matejev evangelij. Hvala. Sam bi se rad vsem lepo zahvalil, predvsem vam, ki ste prišli v tem deževnem in temnem dnevu, da se zopet, bomo rekli, po 2-3 tednih, ko smo bili tukaj zbrani, ob še enem patrističnem delu zopet zberemo pri teh vrelcih naše krščanske antike. Zahvala založbi, zahvala pa tudi predvsem prevajalski ekipi. To je dejansko projekt, ki je trajal več kot 80 let, projekt 3-4 prevajalskih generacij, ki ga je začel, kot je že brat Miran omenil, dr. Anton Čepon, duhovnik ljubljanske nadškofije, tam v časih pred drugo, oziroma še verjetno med drugo svetovno vojno. On je bil doktor klasične filologije, 25. leta je doktoriral na Dunaju, potem pa vse do 45. poučeval latinščino in grščino v zavodu v Šentvidu. Po vojni je bil tukaj v Ljubljani stolni kanonik, penitenciari in še marsikaj drugega, vse do smrti leta 95. Poleg teh njegovih prevodov homilij se je ohranilo v še nekaj manjših, krajših fragmentov, predvsem iz grških cerkvenih očetov v različnih revijah v medvojnem času, po vojni pa očitno je njega in celo to generacijo pravzaprav dotolkla nova realnost in očitno tudi ni več se posvečal temu prevajalskemu delu. Za njim pa je ostalo 41 homilij izmed vseh 90, torej skoraj polovica, pripravljenih za tisk v podobnih tipkopisnih polah oziroma na podobnih tipkopisnih listih, kot so tile, a kot vemo, žal po vojni tega ni bilo mogoče izdati. Prevod je bil izbora teh homilij je bil pripravljen za tisk, ampak skupaj z deli Tertulijana, Avguština, Gregorija Velikega, Gregorija iz Nise in ostalih natisk ni bil mogoč. Zdaj, preden pridem nazaj k Krizostomu, se mi zdi znova vredno poudariti, kakšen krog ljudi smo imeli v tej medvojni generaciji. Ta krožek pod vodstvom
dr. Franca Xaverja Lukmana. Torej, poleg Čepona je tu še Frančišek Jere. Še kdo izmed teh duhovnikov, klasičnih filologov. Za primerjavo dajmo znamenito francosko zbirko Sources Chrétiennes, ki mislim, da njen prvi zvezek potem sledijo dvojezični zvezki izide leta 1941. No, danes so že skoraj pri 700 zvezkih, skoraj 10 metrov. Medtem ko ta ekipa, Lukmanova ekipa, že pred Sources Chrétiennes, mislim, da že tam v 30 letih podpiše z Ljubljansko duhovno akademijo projekt za prevod 50 del. Okrog 20, govorim zelo čez palec, jih je nekako bilo tudi realiziranih, nekaj, Miran bo vedel točno, koliko jih je šlo. Jih je dejansko šlo slabih 10, morda 8-9 zvezkov. Nekaj 10-15 jih ostane v popisu, ostalo zgolj v načrtu. Vse do 90-ih let, ko je z naporom nove generacije filologov so ta dela začela pravzaprav nekako v posodobljeni, opremljeni izdaji izhajati in ta prevod je, torej Krizostom, je eno izmed zadnjih del, ki so še ostala. V moji sobi tule zadaj imam še en tak debel snopič pisem Gregorja Velikega izbora, tudi že pretipkano, dobro, danes s tehnologijo OCR bi bilo še lažje. To morda še čaka kakšnega nadobudnega filologa, ostalo pa bolj ali manj ta izdaja zaključuje to delo, to predvojno delo in se nekako poklanjamo tisti generaciji. Brez njih ne bi bilo tele triade tukaj danes pred nami. No, izmed 41 se jih je ohranilo 36. To je nekako konec 90-ih let dobil brat Miran Špelič in potem razdelil, mislim, da v letniku 2002 študentom teologije, da so pretipkali in potem, mislim, da 5 let nazaj je to prišlo v pretipkani obliki na moj računalnik. Problem pa je bil že, ker je dejansko pomenilo vmes 20 let tega razvoja digitalne tehnologije in je bilo nekaj izmed teh prevodov oziroma pretipkanih datotek iz tistega časa že nemogoče odpreti z današnjim računalnikom, tako da se je ta številka še malce znižala. Lahko rečemo tako okvirno približno tretjino teh homilij temelji na prevodu dr. Antona Čepona. Potem pa je tukaj v dogovoru z založništvom Mohorjeve prišlo do odločitve, da prijavimo ta 3-letni zahtevni projekt na JAK in dodamo še drugi 2/3. In zato je bilo potrebno dobiti usposobljene prevajalce. Večina nas tukaj sedi pred vami, spet iz več generacij. Tukaj je dr. Matej Hriberšek, tudi naš, mislim, da profesor vseh nas treh, potem pa še kolega Sergej in pa kolega Blaž. Kolega Tomaž, mislim, da je trenutno nekje v Angliji zaradi študijskih zadolžitev. Tako da dejansko prevod več generacij, ki danes stoji tukaj pred nami. Kot diatesaron, stara sirska cerkev predvsem ni imela 4 različnih evangelijev, ampak so evangelije nekako združili v eno enotno pripoved in tudi tukaj smo se odločili, da vseeno vstopimo v ta projekt s 5 prevajalci, s 5 prevajalskimi kredi, s 5 prevajalskimi slogi, z nekaj uredniškega dela, da bi dosegli minimalno enotnost, se pravi in necessaris concordia, recimo po tistem starem avgustinskem reku. Ampak mislim, da ni s tem pravzaprav nič narobe. V večjih narodih običajno take projekte zastavlja ena oseba, v italijanščini je to naredil Sergio Zincone, v angleščini je preveden že iz 19. stoletja, v francoščini. Ni pa vseeno toliko jezikov, sodobnih jezikov, v katere bi bile te homilije prevedene. Celo morda, dobro, verjetno malo manj, ampak že v pozni antiki so bile prevedene praktično vse jezike tedanjega krščanskega sveta. Armenščina, sirščina, gruziščina, potem pa starocerkvena slovanščina, že zelo kmalu tudi latinščina. Tako da dejansko gre za enega najbolj razširjenih besedil zgodnje krščanske antike. To ime Krizostom ali Hrizostom, če bi bili bolj drzni in bi nekako uporabili to
bolj grško različico imena, je bil dejansko tako ime, da so te homilije razširjene v več sto rokopisih tedanjega bizantinskega časa, ker je bil tako priljubljen, zato tudi ta njegov nadimek. Zdaj, samo še dve besedi o strukturi teh homilij, preden zaključim še z eno anekdoto iz srednjega veka. Homilije so res da najstarejši grški komentar evangelijev, ki je v celoti ohranjen, oziroma v celoti komentira Matejev evangelij. Vemo, da je prvi krščanski komentar, prvi komentar evangelijev pravzaprav bil gnostičen, ni se nam ohranil v celoti, potem pa deloma komentirajo že apologeti, pa drugi avtori 2. 3. stoletja. In te seriji se pridruži tudi Janez Križostom s svojo serijo govorov. Ta komentar ni zasnovan v smislu dejanskega komentarja, kjer bi se osredotočil zgolj na eksegezo, čeprav v antiohijskem bolj dobesednem slogu, ampak so to govori. Tako da po svoje so strukturirani zelo jasno dvodelno. V prvem delu teh homilij srečamo dejansko eksegezo vsak posameznega odlomka evangelija, ki je razlagana na značilno, kot sem že dejal, antiohijski način. Tukaj ne bomo našli tiste bujne, brsteče aleksandrijske alegoreze, značilne za Origena in druge aleksandrijske očete, kar se je obregnil tudi celjski škof v svojem predgovoru, v tem smislu, da tukaj ni pretiranega spiritualiziranja ali pa vlečenja pomena iz besedila, kjer ga ni, ampak je dejansko za antiohijsko šolo velja pozornost do vsake besede, velja načelo bolj dobesedne razlage, kot rečemo danes. V predgovoru nakratko predstavim dve načeli, ki nekako predstavljata to antiohijsko eksegetsko metodo. Prvo je načelo akribije, kot sem že dejal, da vsaka beseda, tudi vrstni red besed, nosi v sebi pomen, katerega moramo na nek način razumeti, ga razložiti, ampak besedilo je sveto. V besedilo ni dovoljeno vnašati svoje predstave, ampak že vrstni red in pa posamezne besede nosijo določen razodet pomen. No, drugo Krizostovovo načelo lahko označimo s drugo grško besedo katabasis, se pravi nekakšen milosten sestop. Božja beseda je pravzaprav milosten sestop Boga, ki se je utelesil in na nek način tudi utelesil v svetem besedilu, v navdihnjenem besedilu, in zato mu velja tako natančna, tako predana pozornost. Drugi del teh homilij pa je veliko bolj zabaven. Nima pa v veliki meri skoraj da nič s prvim delom, če malo pretiravam. V njem dejansko doživimo Krizostoma v polni luči. On nagovarja svoje poslušalstvo, tedanje Antiohije na Orontu, v vseh vidikih njihovega konkretnega življenja. Tu najdemo polemike glede odnosa z drugim, predvsem s poganstvom, nekaj tudi z judovstvom, nekaj tudi z drugimi verami oziroma prepričanji, recimo napade vraževerstvo, napade astrologijo in podobno. Potem ga srečamo kot družinskega terapevta. Veliko odlomkov, veliko homilij v teh drugih delih je posvečenih zakonskemu življenju, odnosu med starši in otroci, med zakoncema, predvsem šiba može, kako hodijo okrog v gledališča za plesavkami in podobno, medtem ko njihove žene jih doma čakajo in tako. Predvsem pa, tukaj bi izpostavil še eno temo, ki pa je res rdeča nit tega besedila, vsaj zame, njegove ekshortacije, zelo ostre, žolčne, zoper bogastvo. To ga je na koncu tudi stalo življenja, če tako rečemo, zoper pretirano razkošje, zoper bogastvo. Oziroma na drugi strani ni moralističen, ampak spodbuja k razdeljevanju miloščine, k osvobajanju
kristjanov, navezanosti na dobrine tega sveta. In tukaj se mi zdi en tak fantastičen paradoks te tudi nedavne zgodovine. Njegova usta so bila 45. zasuta. Verjetno tudi zaradi tega, ker teda uredniki oziroma cenzori tistega časa niso kaj dosti razumeli teh besedil. Če bi jih, bi lahko kakšno izmed teh homilij postavili za svoj socialistični program, pa bi bilo veliko bolj smiselno to njihovo početje, ne? Kakorkoli. Ali pa proto-frančiskansko, če že tako rečemo. Dejansko res šiba pretirano bogatstvo na vse možne načine z vso umetelnostjo svoje besede. Bo gotovo še nekaj govora o tem v prihodnje. Še beseda v tej, upam, da se tudi vam zdelo, sjajni likovni oziroma grafični opremi. To je dejansko en folij iz nekega grškega rokopisa, torej reprodukcija miniature, ki je velika za cel folij, iz enega grškega rokopisa iz 11. stoletja, ki ga še danes hranijo na Sinaju, in tamkajšnji knjižničar, brat Justin, ki je drugače poznan tudi po sodelovanju, odprtosti in sodelovanju z raziskovalci. Nedavno so tam odkrivali palimpseste, se pravi različne plati od njihovih rokopisov, da ne zaidem preveč v podrobnosti, nam je z veseljem in tako brezplačno odstopil kvalitetno fotografijo tega, tako da je pa to verjetno edina miniatura iz starega oziroma srednjeveškega časa, bizantinskega časa, ki dejansko upodablja na eni strani apostola, torej evangelista Mateja, in pa na drugi strani Janeza Krizostoma. Eno študijo sem našel, kjer študirajo prav vse miniature o Krizostomu in je edina, na katerem mu apostol, evangelist Matej predaja evangelij, tako da upam, da nas bo tudi ta grafična podoba navdihovala. Pa se opravičujem, ker sem bil malo starši. Zato smo danes tukaj, lepa hvala. Ko sem sama spomladi prebirala te pridige, sem se tudi jaz malce spotikala nad besedilom, ki smo ga iz Svetega pisma vajeni slišati, ne, in med načinom prevoda, ki je bil vključen tukaj, ampak tak je bil dogovor, ne, da ohranimo prevode, kolikor se le da, tudi izvirne. To je zdaj ena od vidikov, ampak odkar sem jih začela prebirati, me navdušenje še ni popustilo. Krizostom je odtlej z mano, kar naprej se s kakšnimi njegove misli prihajajo v ospredje in sem pravzaprav navdušena, začudena, vzhičena, kako tudi današnje probleme pravzaprav obravnavali, pa so se z njimi srečevali že takrat, kako je to razlagal, kakšne napotke je dal, in pa jaz seveda vsa besedila tudi začinjena z delčkom humorja, čisto njegovega. Doktor Matej Hriberšek, kot smo že slišali, profesor vseh teh prevajalcev, najprej dam vam besedo, preden boste jih potem slučajno si privoščili kaj popravljati. Torej, profesor na oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete in tudi prodekan. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela se torej posveča tudi prevajanju iz stare grščine in latinščine, je med drugim tudi prejemnik Jermanove nagrade. Kakšno je bilo vaše srečanje s Krizostomom, razen da si delita Matejevo ime? Ja, mogoče za začetek to, moja prvotna ponudba za sodelovanje je bil moj odgovor ne. Pa je potem brat Jan Dominik malce, bom rekel, zaigral na vižo, da pa svojega nebeškega patrona bi pa že lahko malo, ki je pripomogel k temu, in potem seveda ni bilo mogoče to zavrniti. Jaz bi se mogoče, kar zadeva Krizostoma, bi se malce dotaknil nečesa, s čimer se sam ukvarjam, namreč njegovega jezika in njegovega sloga, o čemer je pravzaprav bilo napisanega razmeroma malo. Zdaj, kar zadeva njegov jezik. Njegova grščina, njegov jezik je izjemno pravzaprav prečiščen. Obdobje, v katerem ustvarja Janez Krizostom, v zgodovini antične literature, pa tudi antične retorike, nekako označujemo kot obdobje druge sofistike. To je obdobje, ko so se avtorji zgledovali po
jeziku in po slogu, po tistih največjih mojstrih, bom rekel, klasičnega obdobja grške književnosti. In to zaznamuje tudi, bom rekel, izjemno prečiščen jezik. Krizostomov jezik, Krizostomov slog pa malce mene osebno spominja na grškega zgodovinarja Tukidida. Lahko bi o njem govoril, pa vam razlagal tu, kakšne so njegove posebnosti, ampak ena od njegovih glavnih posebnosti je, oziroma odlik Tukidida, ki je izjemno zahteven pisec, da zna z nekaj besedami povedati ogromno. Skratka, eno tako zelo pregnantno, zgoščeno izražanje in mislim, da je Krizostomu v tem pogledu izjemno podoben. Kar zadeva njegove retorične prijeme, ni naključje, da je dobil vzdevek Zlatousti, enako kot ga je imel še eden od predstavnikov tega obdobja, Dion Zlatousti, ki je bil tudi retor, zelo priznan retor in torej učitelj govorništva. Skratka, njegova raba jezika, njegov način razmišljanja, njegovo preskakovanje, vedno začenja z, tako kot je rekel brat Dominik, začenja z razlago in potem pa njegova misel prehaja malce v mistiko, potem že v naslednjem stavku udari, pokritizira, spodbuja, skratka izjemno živahen slog, tak, bom rekel, ki pritegne in nagovori. In mislim, da je bil to tudi tisti glavni razlog njegovega uspeha. In kot rečeno, če lahko kot nekdo, ki se veliko slovnico ukvarja in tudi predava, rečem, njegov jezik je zgleden. Res zgleden, zahteven, ampak zgleden, tudi njegovo besedje, ki ga izbira prečiščeno, seveda ima nekaj posebnosti te bolj pozne antike, ampak bom rekel, brati ga je pravzaprav velik užitek, še bolj pa pravzaprav prevajati, zato ker se mora človek res malce poglobiti v njegov način razmišljanja. In včasih se ti zgodi, da moraš dobro pretehtati, kako njegovo misel dejansko prenesti v svoj jezik na adekvaten način. Da pravzaprav, da ne greš predaleč, pa da tudi ne poveš premalo. Skratka, tudi z tega stališča je, bom rekel, z čisto jezikovnega in slogovnega, moram reči, da je med temi pisci pozne antike, moram reči, da je res da so ta njegova besedila, te njegove homilije pravzaprav mojstrski dosežki. Toliko mogoče zaenkrat z moje strani. Hvala lepa, ja, gospod Blaž Božič, vas bom kar k besedi povabila. Gospod Božič je pesnik, glasbenik, klasični filolog, prevajalec in pa doktorski kandidat, prav tako na filozofski fakulteti, tudi prejemnik Jenkove nagrade. Vaših mislim, da je bilo 11 homilij, ki ste jih prevedli, sem jih štela, ja. Začetka in konca repertoarja, tako tega Matejevega evangelija. Kako je bilo vam prevajati največjega govornika antike? A je kaj takega, kar vam je ostalo v mislih? Hvala za besedo, pa tudi lep pozdrav sem z moje strani. Jaz sem prvo eno okoliščino omenil tukaj, sploh to vabilo projektu mi je bilo veliko zadovoljstvo, ker to je pomenilo priliko, da lahko po dolgem času ali pa razmeroma dolgem času spet kaj iz grščine prevedem. Tako da tega sem bil zelo vesel. Hkrati pa je tako, da patristika ni moje ožje raziskovalno področje znotraj klasične filologije, tako da je bil to tudi nekako svojstven izziv, zato ker sem s temi besedili vsega konteksta se doslej nisem ukvarjal. Jaz sem bil podobno osredotočen v bistvu bolj na jezik, pa na to, kot je zdaj glih omenil profesor Hriberšek že. Navezal bi se dve opaženi videli mogoče tukaj, no. Jaz bi se navezal na eni strani na to, ker je že Jan Dominik omenil zgradbo teh homilij, ki zasledujejo v bistvu neko to strogo dvodelno kompozicijsko strukturo.
v prvem delu, kjer je pač v ospredju nekak ta eksegetični moment, neka razlaga tega konkretnega pasusa evangelija in potem v drugem delu, ko pride do neke aktualizacije za občinstvo, se pravi nek ta moralni poduk, ker se pač Hrizostom naveže neko to realnost skupnosti, ki jo nagovarja. Moj vtis je bil, da tudi recimo slog nekako temu sledi na nek način. Recimo velikrat sem pazil, ker je profesor Hrvašek omenil, neka ta velika zgoščenost ali pa neka eliptičnost, mogoče celo tako, ne. Velikrat so neki preskoki miselni, zlasti takrat, ko nagovarjajo v bistvu skupnost. In tukaj se mi zdi, da v zadnjem neka navezalna pragmatičen kontekst, se pravi neko to pridigo. Recimo velikrat imamo pač uporabo nekih kazalnih zaimkov, osebnih zaimkov, ki so nanosniki tudi precej daleč v besedilu drugje, ne. In jaz se zelo zlahka si predstavljam nekako tudi neko gestikulacijo, tukaj zraven, tako zelo tako živo deluje na nek način. Na drugi strani pa seveda imamo pa veliko teh pokazov, pač te retorične spretnosti, ki je res fenomenalno, bom rekel. Tako da zdaj, predoslovnega vidika, tukaj vprašanje, kako stilizirati to, ne. Jaz sem zdaj razmišljal, da zdaj prav na nekaj teh dva stilska nivoja iti je mogoče malo problematično z vidika bralca. Tako da sem v bistvu sledoval bolj nek princip nekega poenotenja, se pravi, da sem se trudil, da so homilije nekako slogovno enotno oblikovane. Kar je seveda vprašanje, koliko je to zdaj ponazori nekako so to razsežnost tega sloga, pa to pač bogatstvo, te neko rabo nekih teh registrov različnih. Druga stvar, ki mi je zanimiva, pa mogoče ta moment, ta napor Hrizostoma, ki v bistvu zasleduje nekako to, zelo trudi se, da bi prokazal nekako to notranjo logiko evangelijev in njihovo med seboj skladje, recimo tam, kjer se razhajajo neka poročila. In to se tiče lahko to zelo nekih detajlov, naprimer v spominu mi je ostala 85. homilija, kjer je govora v Markovem pa v Matejevem poročilu za tajitvi Kristusa, in kjer imamo pač dve na površini vsaj neskladnih poročili, ne. In to je koliko je peteljen za kikirika, kdaj za kikirika, ne. In v bistvu tudi ta pasus je zelo stiliziran, zelo tako nekako retorično prepričljivo napisan. To je mogoče tudi moment fascinantno, da tudi nekaj takih detajlov navideznih je zelo pozoren nekako, ne, na tem svojem idejnem ozadju tega, da pač hoče pokazati neko to medsebojno skladje evangelijev. Tako, počrto, no, mogoče, ja, meni je bil zadovoljstvo, no, sicer je bil pa izziv, no, vsekakor, res je jezikovno zahtevno avtor, sem pa užival, no, tako. Hvala lepa. In naslednjih 8 homilij je prevedel Sergej Valijev, prav tako seveda klasični filolog in pa filozof, kot mladi raziskovalec, zaposlen na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, na Filozofski fakulteti pa prav tako pripravlja doktorsko dizertacijo. Kako je vam kaj zlezel pod kožo? Ja, najprej zahvala, da sem lahko sodeloval pri tem monumentalnem prevajalskem projektu, ki bo nedvomno pomembno obogatil slovensko kulturno krajino v celoti in teološko posebej. Zdaj, kot je bilo že omenjeno, Hrizostomov jezik je izredno bogat, bujen, večkrat ga začutiš, kako plava, kako se vrže v svoj govorniški patos. In posebno prevajalsko veselje je takrat, ko začutiš, da je tvoj jezik, da je tvoj prevod uglašen na to vzdušje, na ta duh, ki veje iz besedila. To se zgodi včasih, ni pa nujno, da se zgodi vedno. In to je ena izmed temeljnih težav, pa temeljnih zahtevnosti prevajanja, zlasti teh avtorjev, ki so pisali v jeziku, ki nam vendarle je bolj oddaljen, kot so nam oddaljeni sodobni veliki zahodni jeziki, iz obdobja, ki nam je kulturno vendarle precej oddaljeno. Res pa je, da gre tukaj za besedilo iz krščanske antike in da je ta skupna krščanska podstat pa velik most, ki nas bliža tem avtorjem in je v tem smislu prevajanje avtorjev krščanske antike še precej drugačno kot prevajanje klasičnih avtorjev iz časa poganske antike.
Jaz se sicer pretežno ukvarjam z atenskim 5. stoletjem. Ne, in recimo, to je 800 let časovne oddaljenosti s tektonskim, kulturnim, religioznim prelomom, ki ga pomeni prihod krščanstva. Vse to pomeni, da je treba biti pri prevajanju precej previden, ne, da ne smeš vzeti pomenov za izraze, ki se ti zdijo na prvi pogled jasni, za samoumevne, ker so lahko vmes v krščanskem kulturnem obnebju zadobili pomene, ki ne ustrezajo onim, ki si jih bil vajen iz klasične antike. Ne. To je precej pogosto. Zato se s prevajanjem s krščansko govorico, s krščanskim jezikom se grške besede, pomen grških besed razplasti, še dodatno razplasti. Že prej je imel bogato pomensko zgodovino, ampak zdaj nastopi še eno drugo obdobje. Ne? In moraš biti res pozoren pri tem. Pozoren, hkrati pa si na koncu velikokrat soočen z dilemo, ne? Dati bolj specifično krščansko konotacijo nekemu izrazu ali bolj splošno. To je ena izmed takšnih prevajalskih dilem. Ena posebna težava je takrat, ko si soočen s konciznostjo, z jedrnatostjo, z eliptičnostjo jezika. Takrat včasih jezik Hrizostomov, pa mislim, da velja podobno tudi za druge patristične pisce, lahko deluje nekoliko raskavo in si soočen z vprašanjem, koliko daleč iti pri svoji stilizaciji. Ne? Se pravim, če začutiš, da si uglašen nekako na avtorjevega duha, ni pa nujno, da imaš prav, ko misliš, da si uglašen nanj, ne? Je vse nekoliko lažje. Takrat pa, ko te gotovosti nimaš, je težje in je to vprašanje še toliko bolj pereče. Ne? Zdaj, ko gledam prevod zdaj z časovne oddaljenosti, zdaj, ko je že izdan, kar je zelo nehvaležno delo za prevajalca, gledati svoj prevod, bi morda določene pasuse globlje stiliziral, bi globlje posegal v njih, čeprav bi se s tem nekoliko bolj oddaljil od izvirnika. Ne? Tako da, to je glede jezika. Medtem ko glede vsebine, v čem se mi zdi Hrizostom močan, sodeč po tej prevajalski izkušnji, ne, ki sem imel. Zdi se mi močan ne toliko po moči teološke konceptualizacije. Neki strokovnjak za patristiko, kjer ga poglavje Hrizostomu sem preletel, tudi ko sem se pripravljal na to predstavitev, in sicer Simonet je razlagal Hrizostoma videl kot šibkega misleca in močnega govornika. To drži, če je mišljenje vzeto zelo strogo konceptualno. Ampak, kaj pa je recimo duhovna psihologija? To ni strogo vzeto konceptualno mišljenje, seveda ne. Ampak vendarle pa je tukaj neka sposobnost mišljenja, neka sposobnost interiorizacije in tukaj pa je Hrizostom zelo močan. Ni močan samo kot samogovornik, kot govornik na površini, močan je kot duhovni psiholog. In govorništvo je način, kako predstavljate svoje uvide, kako nas naredi, kako naredi svoje bralstvo, bolj bralstvo, ali pač poslušalstvo v izvornem kontekstu, bolj dovzetno za uvide, ki jih želi posredovati. Jezik kot sredstvo teh duhovnih uvidov, to se mi zdi zelo pomembno in tukaj vidim glavno, v tem eksistencialnem smislu, vidim glavno aktualnost Hrizostoma tudi za danes, za današnji čas in za današnjega človeka. Hvala lepa. Fajn mi je slišati, ko rečete, da vam je kot prevajalcu težko brati besedila za sabo. Uredniki imamo iste težave. Ko enkrat knjiga zunaj, najprej najdeš kaj, kar bi lahko še izboljšal. Hkrati pa sem tudi hvaležna za to vašo izkušnjo, ker sva tudi
s patrom Miranom Špeličem, ki sva še zadnje, ne bova vsega povedala, ne? Ampak zmeraj, ko se trudiš in še kako stvar najdeš, si v isti dilemi, ne? Dokot poseč, dokot ne, kje pustiti, kaj prevajalec mislil. Skratka, ja, hvala tudi za to osebno izkušnjo. 15 homilij, kot že rečeno, je prevedel tudi dr. Tomaž Potočnik, ki danes žal ne more biti z nami, je pa podoktorski raziskovalec na univerzi v Cambridgeu in pa, kot že rečeno, 36 objavljenih v prevodu dr. Antona Čepona. Preden pa vam dam možnost za kak komentar ali za kakšno vprašanje, ali pa če druga ne, da na glas preberete kakšno Krizostomovo misel, ki smo vam jo pustili na stolih takole po naključju, mogoče poveste, kako vas nagovori, ali pa si jih preprosto odnesete domov. Še vprašanje vendarle pred koncem za oba urednika, dr. Špelič, dr. Bogataj. Kaj bi rekli, kaj prevod teh homilij, ali po vsebinski, ali po strokovni jezikovni plati pomeni za današnji čas? Zakaj je vredno ta besedila po vsem tem času danes prevajati v slovenski jezik? Kaj naj bi dala slovenskemu bralcu danes? Malo šoka ne pomeni nič, če knjige ostanejo na polici. Torej, najprej treba se potruditi, in to delamo mi malo do zdaj, da knjige pridejo s polic do bralcev. To je eden od večjih problemov, s tem se tudi celotna založba ukvarja. In mislim, da smo se do neke mere kar potrudili, da smo povedali, kako je ta knjiga delovala na nas, kako smo mi vanjo vstopali. In zdaj so na vrsti bralci, da vidijo, da se ob Krizostomu naučijo brati Matejev evangelij in pa predvsem, da se tudi naučijo, kako vstopati s tem evangelijem v svoje vsakdanje življenje. Kako vstopiti v to, kar je Sergej povedal, to duhovno psihologijo, ki ni samo neka psihologizacija, ni neki psihologizem, ampak gre za način prevajanja življenja evangelija v današnjem času. In ko je pokazal Krizostom, kako je on to počel v svojem času, nas tem uči tudi nekako branja in oživljanja evangelija danes. V zvezi z Krizostomovim govorništvom danes raziskovalci uporabljajo še eno besedo, ne psihologija, ampak psihagogija. Ne zgolj veda o naši duševnosti, ampak gre pravzaprav za nekakšno vodenje naše duše, naše notranjosti. In to je bil pravzaprav njegov namen, da bi anima movere, se pravi, da bi uganil našo dušo. In to je ena izmed tistih priložnosti, ki jo imamo gotovo v prebiranju teh homilij. Zdaj, jaz vem, da 1200 in še nekaj, 16 strani se sliši strašljivo, tudi tako impresivnih 8 cm bo zasedla na polici. Vseeno jo svetujem, da si jo priskrbite za svoje police. To so krščanski klasiki, ki dejansko nas spremljajo ob vseh priložnostih lahko našega življenja. Bodisi, da imamo sami težavo z razumevanjem kakšnega izmed posameznih evangeljskih odlomkov, pa ne zgolj Matejevega, ker Krizostom razlaga, vpleta razlage tudi drugih evangelijev, bodisi, da dejansko iščemo kakšno spodbudo za naše konkretno krščansko življenje. K temu pa upam, da bo pomagalo tudi kazalo, ki je na koncu vsake knjige. Vsaka knjiga vsebuje 30 homilij, tako da smo dejansko numerično razdelili. In na koncu je kar tako obsežno, skoraj da opisno kazalo, ki vsebuje ne zgolj številko homilije in pa evangeljski odlomek, na katerega se nanaša, ampak tudi tudi 10, recimo, uredniških mednaslovov, ki dejansko opisujejo ki pravzaprav predstavljajo nekakšen sinopsis vsake izmed homilij. In včasih je dovolj, vsaj tako sem sam se prvič soočil z temi homilijami, da sem vzel kakšen odlomek na podlagi
tega uredniškega podnaslova, ki sem ga našel v kazalu, ker je dejansko celotno, torej bogatstvo celotne človekove eksistence, ampak krščanske eksistence tam notri zaobseženo in na ta način se ne ustrašimo obsega tega dela, ampak lahko vzamemo tudi zgolj kakšno stran oziroma pasus, ki je pač dolg nekaj strani, na določeno temo, ki nas pač tisti trenutek žuli ali pa nagovarja. Tako da mislim, da niz prvi vrst, torej obenem, tako kot dvodelna struktura homilij, lahko ta izdaja služi bibličnim skupinam, bibličnim tečajem, poučevanja patristične razlage Svetega pisma, evangelijev, po drugi strani pa tudi kot nekakšen res duhovni vademekum za različna področja ali kreposti ali grešnosti, vse to najdemo notri. Izvolite, želi kdo kaj vprašati, komentirati? Prosim, hvala. Ja, najlepša hvala vsem, ki ste nastopili. Posebna hvala za vaše izjemno delo. Jaz se vam moram zahvaliti, ker sem se to popoldne nekoliko pomladil. Zopet sem bil študent in sem se ogromno naučil. Hvala lepa za vaš trud, pa tudi, da ste se spustili na naš laični nivo, govorim, jaz nisem patrolog, a ne, da smo vas razumeli in uživali ob tem, kar ste govorili. Zdaj jaz bom dal samo eno anekdoto, potem pa tudi eno vprašanje. Ta anekdota se nanaša na francoskega patrologa in teologa Andrej Dupleksa, ki je bil tudi rektor Katoliške univerze v Toulouseu in je bil na tem prostoru, ker je predstavljal svojo knjigo o Janezu Vianneyju v slovenščini. On je naredil dizertacijo na Gregoriani iz tudi Janeza Krizostoma in tako kot Francoz je bil duhovit in je Janeza Krizostoma primerjal s francoskim avtorjem Bergerakom in Cyrano de Bergerac. In mi je povedal to zgodbo, kako je Janez Krizostom hotel spostaviti mir, spravo in je potem citiral enega svojega prijatelja, avtorja, tretjo osebo, njegovo pismo. In potem zmanjkalo svetlobe, sveč ni bilo in on je nadaljeval ta govor in rekli, no to je Janez Krizostom. Kakorkoli že, izjemni duhovi, literati, veliko preskakujejo stoletja, tako mimogrede. Imam pa vprašanje zdaj, se pa opravičujem, premalo poznam grščino, stil in tako naprej. Še enkrat lepa hvala vsem trem, da ste nas marsikaj podučili o antiki, krščanski antiki. Imam pa vprašanje za dva teologa. Kako boste to predstavljali našim mladim teologom, bogoslovcem, ta eksegeza, oziroma to branje, razlaganje, kako bi uvrstili Janeza Krizostoma kot razlagalca evangelija v kontekst bibličnih znanosti. Torej, ko imamo pred seboj eksegezo, imamo pred seboj pravzaprav nekaj, kar traja že od trenutka, ko je bil tek zapisan, pa do danes. Čim je tek zapisan in začne živeti svoje eksegetsko življenje in vsako novo branje je pravzaprav že zametek eksegeze. In če hočemo z eksegezo priti do izvirnega pomena ali pa do aktualnega pomena, je seveda zelo dobro, da poznamo pot, ki je bila prehojena od začetka pa do zdajle. Da se tudi narediti brez tega poznavanja in recimo določene smeri, rahlo bolj modernistične teologije so želele presekati s to nepotrebnim poznavanjem antične eksegeze.
ampak se je hitro pokazalo, da to ne vodi nikamor. Torej, če nekdo hoče biti zares ekseget, mora vedeti, kako se je bralo tudi 300 let po nastanku besedila, ne samo kako se bere danes. In dostikrat nam tako branje in analiza te eksegeze pokaže, da nismo prišli tako daleč od tistega, od Krizostomovega časa pa do zdaj. Imamo nekaj novih podatkov, seveda. Odkriti so še, recimo tudi rokopisna tradicija je morda danes, nekaj smo izgubili tistega, kar je bil v roki še Krizostom, nekaj smo pa našli česar, kar je bilo izgubljeno že v Krizostomovem času. Torej, nimamo čisto identičnih tekstov pred seboj. In ravno zato lahko ta eksegeza pomaga današnji eksegezi. Nikakor nas pa ne odvezuje od dolžnosti, da se z eksegezo ukvarjamo tudi danes. In da je današnja eksegeza drugačna. Ne moremo današnji župnik v neki izbrani ljubljanski ali pa neki zakotni podeželski fari, ne more preprosto reči, danes bom pa prebral kar enega Janeza Krizostoma, pa bo namesto primer. Lahko za popestritev, da tako beremo kaj Svetokriškega, ampak dejstvo pa je, če bo neki župnik poznal Krizostoma, bo znal tudi danes današnje svoje vernike bolj aktualno nagovoriti, kot bi jih brez poznavanja Krizostoma. Krizostom je učitelj, ne pa tisti, ki bi bil izvir nekega opičjega posnemanja. Če smem še jaz pravzaprav en vidik, kako so lahko ta besedila uporabna. Ne samo, da sedijo trije moji študenti tukaj, ob meni 4 sedijo tudi med vami. Tako da mogoče, če gledamo, veste, na besedilo, bom rekel, in odmislimo vsebino, če gledamo samo na jezik, Krizostomov jezik, njegova grščina, je tako prečiščena, kot je bila tista, bom rekel, najlepša oblika atiščine, se pravi, bom rekel, najbolj dodelane grščine 5.–4. stoletja pred Kristusom. Če bi dal njegovo besedilo, bi lahko kadarkoli dal študentom, da bi ga brali. Zato, ker je jezik tako prečiščen oziroma tako žlahten, tako kar zadeva slovnico, tako kar zadeva besede, tako kar zadeva besedne, jezikovne, retorične figure, da bi ga lahko mirno brali tudi v filološkem seminarju, kjer smo večinoma osredinjeni seveda na klasične pisce in so takšni avtorji redko prisotni. Ampak Krizostoma bi lahko mirno umestil tudi v ta študijski program. Hvala, še kakšna misel? Da mi kakšna Krizostomova bila všeč, da bi bili pripravljeni na glas prebrati? Boste si jo pa ponesli domov. Ja, pa bom vseeno mogoče z eno njegovo, ali pa nekaj njegove bi zaključila. Čeprav sam Krizostom pravi, da najbolj varna skrinja naših dobrih del je njih pozaba. Želim danes res še enkrat, da to veliko delo, ki je bilo tu tudi prevajalsko upravljeno, ne gre v pozabo, glede na to, da je natisnjeno, bo ostalo in verjamem, da bo ostalo zavedno tudi v slovenskem jeziku, zapisano na teh 1216 redeh in to ni malo. Še enkrat hvala za vso predanost, strokovnost, za to, da se vam je zdelo pomembno odgovoriti tudi na to povabilo in sodelovati in prispevati. Zbirka 3 knjig pač ne more biti najcenejša, ki jo prodajamo, ampak vam vsekakor privoščim, da bi si knjigo lahko privoščili, ker tudi Krizostom tako nekako pravi, da ne more biti bogat, kdor ni bogat v duši, in ne reven, kdor ni reven v duhu. Pa bom še eno misel, ki jo je Jan Bogataj izbral njegovo začetka homilije, tudi ponovila. Če tudi so te strani kakor Sveto pismo napisane s črnilom
je njihov namen, da bi bila naša srca polna zapisov Svetega Duha. Pa da bi se mu prepustili delovati, da bi izmeraj tudi Krizostoma znali prav brati. Lepa hvala za vašo udeležbo ta večer. Prisrčno vas povabim spet naslednji ponedeljek, ko bo urednica Cvetka Rezar gostila Nušo Mrzdovnik, Uršo Stropnik-Šonc in sestro Metko Tušar, in sicer ob 17. uri popoldne prav tako ob izidu slikanice, ki govori o smrti očeta in kako se dekleta s tem soočajo. Urška Stropnik-Šonc je to slikanico ilustrirala, sestra Metka Tušar pa je izdala novo pesniško zbirko, nekoliko bolj uglašeno tudi na njeno premagovanje bolezni, tako da prisrčno vabljeni. 14 dni, čez 14 dni skoraj, 22. septembra pa prav tako ob 17. uri sem v knjigarno, ko bo z nami Branko Cesnik s svojim 3. vojnim romanom Dolina zvezd. Pridružila pa se mu bosta tudi Helena in Johannes Hans Jaklič, ki sta dele besedila pregledala, prevedla, če lahko rečem, kočevrščino. Skratka, zaključujemo trilogijo nepovedanih zgodb nemških mobilizirancev in Dolina zvezd se posveča predvsem dogajanju v letu 1945 na naših tleh. Hvala, lep večer še naprej.